Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V tokratni epizodi smo iskali rešitve za največkrat izpostavljene izzive mladih. Našli smo 3. Torej, kako do redne službe, kako do prvega stanovanja in kako do partnerja, s katerim bi gradili skupno prihodnost. Vsi ti izzivi namreč zelo vplivajo na kakovost našega življenja in tudi na uresničevanje nekaterih ciljev. Večina teh je namreč povezana s financami. Denimo, brez redne službe ne bomo dobili stanovanjskega kredita. Brez kredita pa večina ne bo mogla niti kupiti stanovanja. Skupaj z življenjskim sopotnikom pa si lahko nekako razdelimo vsaj del teh naših izzivov. A kaj, ko nam številni sporočate, da je tudi poiskati življenjskega sopotnika postal pravi izziv? Torej, kako poiskati partnerja, s katerim bomo tudi kupili stanovanje, avtomobil, imeli otroke, se torej finančno poročili? Recept za vse te omenjene izzive je pravzaprav enak. Potrebujete le eno sestavino: proaktivnost s ščepcem iznajdljivosti. Torej, če želimo redno službo ali bolje plačano službo, je potrebno biti proaktiven. Zato posodobite CV, bodite vedno odprti za nove izzive, odprite ali posodobite profil na poslovnem omrežju LinkedIn, lahko tudi preverite moj profil. Skratka, pomembno je, da začnete graditi svojo osebno blagovno znamko. Izpostavljate svoje znanja, veščine, dodajajte vrednost. Pa še to, bodite konstruktivni pri komunikaciji na družbenih omrežjih. Kadrovniki vas namreč gledajo. Pa ne samo kadrovniki, če ste šef ali pa podjetnik, vas gledajo tudi zaposleni in tudi vaši kupci. Zato dvignimo nivo komunikacije tudi na družbenih omrežjih. Če želimo kupiti stanovanje, moramo biti prav tako zelo proaktivni in v teh razmerah norih cen stanovanj in pa seveda obrtniških storitev in pa materialov ter surovin moramo biti tudi precej iznajdljivi. Vsak dan preglejte oglase, glejte tudi javne dražbe, razmišljajte o selitvi v cenovno bolj prijazna območja, varčujte za polog, preverite možnosti v okviru družine, prilagajajte se, bodite kompromisni, a vseeno praktični pri izbiri. Vsaj osnovna infrastruktura naj vam bo na voljo, sicer boste kmalu trčili v nove probleme. Če želimo resnega partnerja, tudi to nam ne preostane drugega, kot da smo proaktivni in v teh razmerah, ko smo omejeni zaradi koronavirusa, pač moramo biti tudi malce iznajdljivi. Ljubezen ne bo prišla k vam do vhodnih vrat. Mogoče, zdaj, ko malo razmišljam, se pa lahko tudi to zgodi, ker veliko ljudi trka zadnje čase na naša vrata. Šalo na stran, če partnerja ne najdete, je mogoče čas, da zamenjate strategijo in poskusite nekaj povsem novega. Nisem strokovnjak za to področje, več nam bo o tem povedala psihologinja. Kakorkoli, ko ljubezen končno najdete, pa se v bistvu pravo delo šele začne. Recept za vse te izzive je torej proaktivnost in iznajdljivost. Nekateri bi seveda raji hitre instant rešitve, ampak so stvari, ki se jih ne da instantno reševati in potrebujejo čas, znanje, izkušnje, kapital in tako dalje. V nadaljevanju boste slišali 3 top finančne izzive in rešitve, ki smo jih poiskali skupaj s sogovorniki. Sporočite mi svoje mnenje na marja@business space ali preko katerega od družbenih omrežij, če menite, da bi lahko vsebina koristila vašemu prijatelju, kolegu, znancu, sošolcu, komurkoli, sorodniku. Prosim, delite MoneyHow naprej. Predlagam, da gremo kar v akcijo, čakajo nas 3 izzivi in želim vam prijetno poslušanje.
Prvič, kako do redne službe, oziroma za tiste, ki že imajo redno službo, bomo poiskali odgovor, kako do službe, ki nam omogoča osebno in karierno rast in napredovanje. O tem se bom pogovarjala s Klaro Zavrl, ki v IT podjetju Zemanta vodi procese zaposlovanja ter ostale kadrovske aktivnosti. Mimogrede, slovensko podjetje Zemanta je del svetovne platforme za priporočanje kakovostnih vsebin Outbrain. Klara je bila zaposlena tudi v kadrovski agenciji Competo in zelo dobro pozna izzive mladih pri zaposlovanju. Zdravo, Klara. Živjo, Marja. Preden greva na vsebino, še en mini dodatek, glede na to, da v podcastu MoneyHow govorimo tudi o investiranju, moram seveda tudi to omeniti, in sicer delnice podjetja Outbrain so od konca julija uvrščene na ameriško borzo Nasdaq, torej slab mesec dni. Delnica trenutno kotira pri $19, kar je dolar nižje kot v IPO-ju oziroma prvi javni ponudbi delnic. O investiranju bomo govorili kdaj drugič, zdaj pa o zaposlovanju. Eden od glavnih finančnih izzivov, ne le mladih, tudi drugih, je, kako v bistvu do redne službe se to za sabo potegne cel kup pomembnih življenjskih odločitev. Recimo nakup stanovanja, osamosvajanje, odločanje konec koncev tudi za prvega otroka ali pa drugega otroka. In glede na to, da Klara, ti si precej aktivna na tem področju in poznaš in spoznavaš tudi cel kup mladih, pa me zanima, kako naj mladi poskrbijo, da bodo, pa ne samo mladi, tudi drugi, da bodo privlačni za delodajalca oziroma kadrovnika. Kdo so tisti, ki pritegnajo tvoje oko? To je zelo široko vprašanje. Zdaj, če bi lahko povzela za eno besedo, bi rekla, da to definitivno proaktivnost. Mladih, že od študentskih let, oziroma takoj, ko mogoče, da nabirajo čim več izkušenj, se preizkušajo v različnih vlogah, ne samo v okviru študija, ampak iščejo mogoče tudi kakšne zunanje aktivnosti, prevzemajo odgovornosti v kakšnih organizacijah, se udeležujejo kakšnih prostovoljskih aktivnosti, iščejo neke študentske zaposlitve v smeri, ki jih zanimajo. Kar se tiče samega področja dela, industrije, dajo čim več okoli česa, in prek tega tudi nekako spoznajo, ugotovijo, kaj je tisto, kar jih zanima, kar jim gre, v čemer se vidijo, in tudi dejansko spoznajo sami sebe in se znajo tudi potem delodajalcu zelo dobro predstaviti. Zdaj, povej. Kar nadaljuj, izvoli. Kar sem želela še povedati, v bistvu tisto, kar delodajalec danes išče. Priložnosti so na trgu, veliko se zaposluje, veliko je zunaj oglasov, po drugi strani kadra primanjkuje, delodajalci so odprti tudi za mlade ljudi. Seveda pa to ne pomeni, da bo kar avtomatsko vsak, ki se prijavi, dobil neko zaposlitev. In tisto, kar delodajalce prepriča, predvsem pri mladih ljudeh, ki mogoče nimajo toliko izkušenj, je nek občutek, da se bo lahko na osebo zanesli, da bo prevzemal neke odgovornosti, da se je pripravljen učiti, nadgrajevati svoje znanje in da pokaže interes in motivacijo za delo v nekem podjetju. Danes v bistvu se še vedno zelo veliko zgodi, da mladi pridejo na nek razgovor nepripravljeni. Se pravi, se ne pozanimajo o tem, o podjetju, kaj sploh počne, kakšne produkte ima, ne spremljajo, socialnih medijev, podjetja, kakih člankov. Vse to so stvari, ki pokažejo, da mlade zanima delo v nekem podjetju in da ima nek interes spoznati delodajalca kot takega in to tudi pokažejo. Prevečkrat v bistvu pride z nekimi pričakovanji, da bo oseba na drugi strani njim predstavila vse, kljub temu, da v bistvu ogromno informacij lahko dan že dobijo na spletu, se o tem pozanimajo in pokažejo, da jih dejansko zanima neko delovno mesto ali pa neko podjetje, kjer se vidijo. Zdaj si govorila o tem, kaj v bistvu je potrebno vse pokazati delodajalcu, da smo pripravljeni pri njem tudi delati. Nedavno, ko sem delala prispevek o Kitajski in sem se pogovarjala z Metom Raškovičem, ki je živel in delal v Šanghaju, me je povedal, da se je v službo in iz službe vozil po 5 ur
na dan. Pri nas pa nekako pričakujemo, da bomo delali in živeli v istem kraju. Toda zanimivo, raziskava Mladina 2020 je pokazala, da so mladi pripravljeni za povečanje zaposlitve tudi na geografsko mobilnost, pripravljeni so se tudi dodatno izobraževati, sprejeti začasno zaposlitev in celo nižje plačilo. Najbolj presenetljiv podatek, po mojem mnenju, je pa ta, da je kar tretjina pripravljeni delati brez plačila, torej zastonj. To je totalno, mene to presenetilo. Pa tebe to preseneča? Ja, moram priznati, da je kar presenetljiv podatek, ja, da je tak procent ljudi, ker po drugi strani sploh zanimivo v kombinaciji s tem, oziroma z to informacijo, ki se pojavlja, in tudi mi se srečujemo s tem, da imajo mladi po drugi strani zelo visoka finančna pričakovanja o prvi zaposlitvi. Tako da zelo kontradiktorno po eni strani. Tretjina, ja, pravzaprav ne pričakuje sploh plačila, potem pa so nekateri posamezniki, ki pa v bistvu imajo pri katerih so pa ta pričakovanja zelo nerealna. Tako zanimivo je gledati oziroma videti, kako velik je ta razkorak med temi pričakovanji mladih danes. In tu definitivno, kar lahko mladi naredijo, je, da se čim bolj poskušajo informirati o tem, kakšne so plačila za določena delovna mesta, na pozicijah, da skušajo pridobiti čim več podatkov, ali na kakih spletnih portalih, recimo Plača profesiji, Statistični urad Republike Slovenije, da se pozanimajo pri kakih znancih, kolegih, družini, kakšno plačilo lahko pričakujejo. Seveda pa se treba zavedati, da je to plačilo vedno prilagojeno glede na neke izkušnje, na senioriteto in istočasno tudi industrijo, v kateri neko podjetje dela, in samo področje dela, odvisno tudi tega, koliko je nek profil, kader iskan. Vse to so dejavniki, ki vplivajo potem tudi na višino nekega plačila za prvo, recimo redno zaposlitev. Ja, to je res, da je v bistvu ta razkorak kar precej velik. No, ta raziskava Mladina 2020 je tudi pokazala, da je mladim izredno pomembno, da je delo zanimivo, da so pri delu avtonomni, da imajo jasno postavljene cilje in da je zaposlitev varna. Mislim, da je bilo plačilo šele na 6. mestu. Nekatere druge raziskave, ki smo jih pa tudi že navajali v različnih epizodah, pa so pokazale, da si mladi želijo plačilo v višini 2 ali 3 tisočakov. Zanimivo, tudi v Mladini 2020 pa mladi ocenjujejo, da so za svoje delo plačani prenizko in da je delo dolgočasno po eni strani in da jim delovna klima ne ustreza. Torej, cel kup enih informacij, takih različnih dobimo iz teh različnih raziskav. Ja, definitivno danes opaža, da tako mladi pričakujejo zelo neprestano nove izzive, da se dogaja, da je dinamika, da se nikoli stvari ne ponavljajo, da bo vedno nekaj novega, nekaj zanimivega, kar je nerealno pričakovati. Vsak dan bo težko nekaj čisto novega prišlo. To so neka pričakovanja, za katere je zelo pomembno, da jih tudi mladi danes malo sledijo. Glede na to, kaj lahko nek delodajalec ponudi, pa neko delovno mesto. Prav je, da imajo cilje, da so ti cilji visoki, da jim sledijo, da jih zasledujejo, ampak hkrati, da tudi ustrezno ta svoja pričakovanja prilagodijo in ne pričakujejo preveč v samem štartu, ker tudi to je lahko potem razlog ali pa dejavnik, ki delodajalca odvrne od tega, da bi nekomu ponudil redno zaposlitev, ker se ustraši, da bo mogoče da ne bo mogel ponuditi toliko hitro, ali pa toliko izzivov nekomu, kot bi jih oseba na drugi strani pričakovala. Po drugi strani pa pač škoda, da si mladi ne dajo priložnosti začeti mogoče tudi na kakšni stopnički nižje, prilagoditi teh pričakovanj, tudi finančnih. Zdaj govorim o tem primeru, ko so res nerealne in previsoka. Začeti nekje nižje in potem postopoma graditi zaupanje pri delodajalcu, izkušnje pridobivati, se učiti in potem postopoma napredovati in tudi priti do neke višje plače, napredovati v tem smislu.
Ja, na kateri točki pa lahko rečemo kadrovniku oziroma šefu, ja, da bi pa mi radi višjo plačo oziroma kdaj sploh vprašati o višini plačila? Zdaj, če ti prideš tam na razgovor, ne, a že takrat na razgovoru vprašaš, koliko boš plačan za to delo, ali je bolj modro molčati? Jaz bi definitivno vprašala, ker to je pomembna stvar, ne? Ja, definitivno. Zdaj, delodajalec praviloma na prvem razgovoru povpraša, kakšna so finančna pričakovanja kandidata, zakaj, ker ga seveda zanima, ali pač si ga lahko privošči, ker ve, da delodajalci imajo neke budžete postavljene, ki so seveda nastavljeni oziroma se nekako nastavijo v skladu s tem, kar se pričakuje, od kandidatov, od izkušenosti, od nekih povprečnih plač za tisto pozicijo, za tisto industrijo. In seveda preverja, ali se bo lahko pač kandidata privoščil. Po drugi strani je tudi zelo odvisno, ali podjetja in koliko razkrivajo, kakšni so ti budžeti. Pri nas v večini primerov je to neka informacija, ki ni razkrita, ni transparentna, kot mogoče v tujini, kjer v bistvu je bolj uveljavljena praksa, da se odprto govori, kandidati odkrito povejo, koliko trenutno zaslužijo, podjetje odkrito govori, kakšne budžete ima za neko pozicijo, v oglasih za delovna mesta vidimo tudi nek razpon plačni ali finančni, pri nas je tako mogoče tudi malo kulturno pogojeno, neko nenapisano pravilo, da se o tem ne pogovarjamo toliko, tudi znanci, kolegi, bolj nekaj informacij, ki držimo zase, čeprav to se spreminja, in ljudje, sploh mladi, vedno bolj odkrito komunicirajo o tem, koliko zaslužijo, si povejo te stvari, pričakujejo tudi od delodajalca, da bo povedal, koliko mu lahko ponudijo. Zdaj, v kateri fazi razgovora ali pogovorov se o tem pogovarja, pa čisto odvisno. Potem lahko je to že na prvem pogovoru, da se uskladijo ta pričakovanja, da se pove, ali je to nekaj, kjer bi se lahko srečali ali ne. Lahko je potem v zadnjih fazah, ko so še kakšna pogajanja, pa seveda odvisno. Zdaj manj izkušenj kot imamo neke podlage za pogajanja, za višja finančna pričakovanja, več, ko imamo teh izkušenj, bolj, ko smo nek strokovnjak na nekem področju, višje je to plačilo, ki ga lahko pričakujemo, oziroma več imamo nekih podlage za nadaljnja pogajanja. Koliko je pa relevantna formalna izobrazba? Zdaj, imeli smo tudi pogovore z nekaterimi mladimi, ki so zaposleni v tujini in pač sploh v IT panogi ni toliko relevantno. Tudi poznamo kar nekaj programerjev, računalničarjev, ki jim ni ratalo nekako zaključiti faksa, so pa zelo dobro pozicionirani v svetovno gledanih, dobro stoječih podjetjih, ne? Ja, pri nas, zdaj lahko govorim iz lastne izkušnje, pa tudi mislim, da nasploh je izobrazba vedno manj pomemben faktor, dejavnik pri zaposlovanju. Prej se gledajo druge stvari, se pravi to, kar sem že prej govorila, koliko ima oseba, koliko je motivirana, koliko ima interesa, koliko se je pripravljena učiti, koliko še kaj samostojno se izobražuje, je proaktivna, iniciativna. Tako da pri nas, na Zamanti konkretno, je izobrazba pravzaprav v drugem, tretjem, četrtem planu. Seveda, sploh pri inženirjih super, če imajo neko, če prihajajo s tem ozadjem tehnološkim oziroma z fakultete za računalništvo in tako. Ni pa to definitivno pogoj. Če se skozi intervju izkaže, da imajo ustrezno znanje, da imajo ustrezen potencial, izobrazba ni nikoli pogoj pri tem, ali bi nekoga zaposlili ali ne. Pri ostalih pozicijah pa enako. Pravzaprav tisto, kar nam je bolj pomembno, je, kakšno dodano vrednost oseba prinaša, koliko dobro govori tuje jezike, koliko dobro zna delati z ljudmi, koliko hitro se prilagodi nekim situacijam, koliko bo znala, koliko bo iznajdljiva, znala rešiti kak problem samostojno, sodelovati v timu. To so tiste stvari, katerim dajemo poudarek in jih tudi preverjamo skozi razgovore. Zato v bistvu ta izobrazba je bolj kot nek dodatek, tisto, čemu pa bolj dajemo pomen, je pa to, kakšen potencial ima oseba za to, da bo to svoje znanje še nadgradila in koliko hitro ga bo pripravljena mogoče usvojiti in nadgraditi.
Zdaj skozi razgovor ugotoviš vse to, ne, to se mi zdi kar tako malo, veliko, ne, da ugotoviš, da je neka oseba motivirana, da ima neke ambicije. Kako v bistvu sploh to ugotoviš? Ja, na različne načine. Zdaj, veliko se ljudi mogoče že same prijave ali pa CV-ja, kjer oseba izpostavi, zakaj jo zanima delo pri nas, zakaj se vidi mogoče na nekem delovnem mestu. Na samem razgovoru zelo hitro tudi lahko vidiš, koliko se oseba pozanimala o samem delovnem mestu, koliko je prebrala pozorno sam oglas, koliko je v mestu raziskovala malo samo podjetje, pozicijo, razmišljala, koliko si je zastavila vprašanj, kakšne stvari jo zanimajo, kaj je tisto, v čemer sama tudi misli, da je najboljša, da gre najboljša, v katero smer bi se želela razvijati. Tako da definitivno se da marsikaj preveriti že skozi same razgovore in ja, z vprašanji, kot so recimo kaj, kje se oseba vidi, kaj je tisto, kar je res fajn početi, kakšno okolje si tudi sama želi, v kakšnem okolju najbolje funkcionira. In to seveda, ja, spet odvisno tudi, koliko mladi sami že razmišljajo o tem, se poznajo dobro. Mladi so precej aktivni tudi na družbenih omrežjih, ker v bistvu nekateri kar precej tudi aktivno komentirajo, pač povejo svoje mnenje, takšno in drugačno. Ali kadrovniki tudi zavijete na kakšno družbeno omrežje in malo prečekirate človeka, ki se je prijavil na prosto delovno mesto v vašem podjetju in preverite, kaj v bistvu, kako komunicira navzven, ne? Ja, to se mi zdi pomembno. Definitivno je to ena zelo pomembnih stvari. Da sploh LinkedIn recimo je tako orodje, zelo dobro, ki ga lahko v bistvu zelo fajn izkoristil svoj prid, za nek svoj osebni brand, neko kredibilnost, da se z njim zgradiš in definitivno ti lahko pomaga, do neke redne zaposlitve, lahko tudi do nekih novih priložnosti, mreženja in tako naprej. Po drugi strani pa z nekim takim mogoče nespametnim komuniciranjem, komentarji, negativnimi, ciničnimi, mogoče sarkastičnimi, veliko tudi pove o sebi in seveda to je nek znak, oziroma neko vedenje, ki si ga delodajalec v svojem okolju navadno ne želi, in se bo seveda v največji možni meri takemu kandidatu izognil, in ga ne bo zaposlil. Zdaj preverjamo pa tako, ne da bi preverjali vsakega, ki se prijavi, ampak definitivno, če smo že dlje časa v pogovorih, je to ena stvar, ki jo tudi preverimo, koliko je nekdo aktiven, kaj počne, je mogoče karkoli takega, kar bi lahko bila neka potencialno predstavljala neko nevarnost ali pa neko negativno vedenje, ki si ga pač ne želiš. Je to konec koncev vpliva tudi na celotno klimo v samem podjetju in dejansko si ne želiš negativcev v svojem okolju, ki bi širili neke negativne misli ali pa destruktivne misli, to definitivno ne želiš tudi v svojem življenju, kaj šele v službi, ne? Tako da mogoče tukaj poziv vsem mladim, dajte malo razmisliti, preden pritisnete send s kakšnim takim komentarjem, ki mogoče ni najbolj primeren. Greva malo statistiko še pogledati. Zadnja raziskava Mladina 2020 tudi kaže upad prekarnih zaposlitev in povečanja deleža zaposlenih za nedoločen čas. 48,2% ima zaposlitev za nedoločen čas, 27% za določen čas, 4,4% je samozaposlenih, 18,4% nima zaposlitve. To so mladi v starosti od 15 do 29 let. Zanimiva pa je tudi statistika, ki prikazuje percipirano brezposelnost mladih v starosti od 15 do 24 let. Ta pa v bistvu kaže, da je 3-krat višja od uradno zabeležene anketne brezposelnosti, kar je v bistvu kar malo presenetljivo in v bistvu na nek način kaže tudi tako imenovano prisotnost, tako imenovane nevidne brezposelnosti.
Kakšno je mnenje o tem, ne? Tudi konec koncev, številni mladi, kot sem jaz dobila informacije, sploh iz IT podjetij, pa tudi recimo iz oglaševalskih agencij, sem ugotovila, da nekateri se v bistvu ne želijo zaposliti, ne želijo vezati za enega delodajalca, trg je konkurenčen, zlasti programerji, mogoče to lahko ti malo več poveš, ne? In želijo nekako ostati na SP-jih. Ja, definitivno, ne, to, kar praviš, je res. Ne, mladi dostikrat tako si želijo vseeno neke fleksibilnosti, svobode, a ne, in dostikrat, čeprav v smislu, da si želijo res redne zaposlitve, ki jim bo omogočila neko stabilnost, finančno neodvisnost in hkrati predstavlja tudi neko vezavo, ker je tudi tako malo, ob čemer se lahko počutijo malo tesnobno, ali se jim zdi, da je to mogoče prevelika odgovornost, prevelika pričakovanja, ne bodo mogli kadarkoli izstopiti, a ne, iz tega, in se zato pač raje odločijo za neke druge oblike, ki jim prenašajo več fleksibilnosti, delo na različnih, ne vem, projektih, mogoče tudi hitrejšo možnost menjevanja nekih področij, kar ne nazadnje tudi ni nič narobe s tem, a ne, tudi delodajalci rabijo ljudi, ki delajo samo projektno, po drugi strani pa tudi, a ne, se mogoče nekdo najde bolj v tem, da pač dela en projekt, pa potem gre na drug projekt, drugemu delodajalcu in mu bolj ustreza mogoče tak način kariere in pridobivanja nekih novih izkušenj. Mogoče bi se dotaknila še strahu. In sicer tukaj kaže ta anketa oziroma raziskava, da se je strah med mladimi pred brezposelnostjo nekoliko stabiliziral, še vedno pa je precej prisoten, sploh pri ženskah. Se pravi, prihodnost je v bistvu negotova, ne vemo, kaj se bo zgodilo, zlasti v bistvu službe mladih so precej na prepihu, ko govorimo o kakšnem krčenju gospodarske aktivnosti in podobno, ne? Ja, mislim, tako, zelo odvisno, bi rekla, a ne, kdo je zdaj, ponavadi ja, a ne, so tisti mladi, mogoče res prvi, pa neizkušeni, a ne, ki lahko zgubijo zaposlitev, ni pa nujno, a ne, čisto odvisno spet, kakšno dodano vrednost predstavljajo za delodajalca, koliko se izkažejo, koliko podjetij doprinašajo. Se pravi, ja, govorili sva o strahu pred izgubo, a ne, danes se moramo zavedati, da nič ni zagotovljeno, a ne moramo pričakovati, da ko dobimo eno zaposlitev, da bomo tam ostali za nedoločen čas, po drugi strani. Tudi malo mladih si želi nekje dejansko ostati, a ne, skozi celotno kariero. Tako da, tudi kar je pomembno vedeti, da tudi če pride do situacije, a ne, ko pač nekdo izgubi zaposlitev, ko pač pride do tega, da mogoče, ne vem, ali podjetju gre slabše, ali se pač tako izide, to so stvari, na katere mi ne moramo vplivati, a ne. Kar je pomembno je tisto, da mladi vejo, kaj lahko sami naredijo zase, za svoje znanje, vlagajo vase, v svoj razvoj, a ne, napredujejo, se napredujejo. Zdaj, kaj se bo dogajalo na trgu dela, pa nihče ne ve, a ne, ampak bolj, ko bodo opremljeni z nekim znanjem, pripravljeni neke spremembe, se pripravljeni učiti bolj bodo tudi sami odporni, a ne, in v tem primeru tudi bo ta strah, kaj pa zdaj, če zgubim, a ne, kako bom našel novo zaposlitev manjši, ker bo pač njihova zaposljivost višja, večja, hitreje bojo se pobrali, našli nekaj novega, a ne, in šli naprej. Tako, danes je res zelo negotovo vse skupaj, a ne, in največ, kar lahko naredimo, je tisto, da pač se pripravimo na kakršenkoli izid že nas čaka. Ja, jaz vedno pravim, da je investicija v znanje tisto, kar se najbolj obrestuje, to je nekaj, kar gre s tabo, to je v tvoji glavi. Nihče ti tega ne more vzeti, ne. Tako. Kolikrat pa recimo si ti zamenjala službo? Jaz sem zamenjala 2 službi, oziroma, ja, redno zaposlitev, 2 redni zaposlitvi sem delala, sem pa prej tudi študentka v bistvu kar nekaj zaposlitev menjala, zdaj težko, nimam preštetih, da bi ti znala povedati koliko, sem pa cel čas nekaj počela, ne, tako da dejansko nikoli nisem imela občutka, da ne vem, ne bi mogla dobiti neke nove priložnosti, pa da jih ni na trgu. V bistvu se kar s temi nekaj izkušnjami so se zadeve same ponujale in ja, tisto pa, kar je res pomembno, da si prav aktiven, ne, in
opaziš, kako priložnosti sprejmeš, ko se ti pojavi. Mogoče nam lahko zaupaš svojo izkušnjo, kako si prišla sama do prve redne zaposlitve? Ja, kot študentka v bistvu. Jaz sem začela tako, prišla sem v kadrovsko agencijo Kompeto, ki je bila še zelo majhna, nekje 5 zaposlenih, mislim, da je bilo. Plan je bil, da pridem za 2 meseca, vnašati neke podatke, meni je bilo to super, nisem si nič več želela, pričakovala samo neko delo za 2 meseca, sem res iskala. Začela sem tam delati, ko se je to končalo, skratka, so se našle neke nove naloge, odgovornosti, ki sem jih predajala, jaz sem jih sprejela in nekako potem so tudi oni v istem času, oziroma čez nekaj časa začeli nekoga iskati, za redno zaposlitev. In glede na to, da smo se zelo ujeli, se poklopili, so mi potem ponudili redno zaposlitev, čez čas, nekaj časa pač redno študentsko delo, potem pa eventualno zaposlitev za redno čas, kar je bilo tako zelo eleganten prehod v prvo redno zaposlitev. In definitivno, sploh ne glede na to, če se ujameš, z nekim podjetjem, ker delaš kot ali praktikant, kot študent, ko že poznaš procese, kulturo, je to definitivno najlažji in najlepši način. Seveda drugo pa je, če pač mogoče se ne vidiš tam, ti ne ustreza samo delo, ali pa klima mogoče ni to, kar pričakuješ, potem pa definitivno nima smisla tam ustrajati ali pa pričakovati si želeti neke redne zaposlitve, ampak mogoče boljše poiskati neko primernejše okolje zase, kjer se vidiš pač na daljši rok. Mogoče bi v tem kontekstu tudi sama omenila, kako sem prišla do svoje prve službe. Jaz sem želela na vsak način delati na časniku Finance, šla sem tudi na razgovor za novinarko, so me zavrnili, češ da nisem zadosti primerna. Moja želja je bila pa v bistvu tako močna, da sem na nek način skozi stranska vrata noter prišla in sicer mi je priložnost dala urednica revije Manager, takrat je bila urednica revije Manager Vita Cajnko Javornik. Ona je očitno v meni prepoznala potencial. No, v 5 letih dela preko študentskih napotnic in avtorskih honorarjev sem dobila tudi redno zaposlitev, tam sem bila potem 15 let, bila sem tudi urednica in odgovorna urednica, ampak kaj želim povedati? Poanta moje zgodbe je, da če si resnično želiš nekje delati, te ta v bistvu zaprta vrata v bistvu ne sme odvrniti od cilja. In to je tisto, kar si ti v bistvu na začetku povedala, da je pomembno, ko gremo na razgovor za delo, da poznamo delodajalce in da se tudi vprašamo, ali želimo in če želimo sploh delati v tistem podjetju. Definitivno, ja. Jaz res verjamem, tam, kjer je volja, tam je pot. Treba včasih malo vztrajnosti, ne izide se vedno vse tako po planih, ali pa mogoče ne dobimo takoj tega, kar smo si zamislili, kar bi si želeli, ampak dokler res imamo neko voljo, dokler delamo na tem, definitivno se slej ko prej odprejo neka vrata in ponudi neka priložnost, Ja, jaz tudi mislim, da to, kar si povedala, da je tudi treba nekako spremljati svoj napredek, rast, razvoj in ko ugotoviš, da neko okolje ti tega ne nudi več ali pa da si prerasel ali pa dozorel za neke nove izzive, pač greš novim izzivom naproti, ne smete biti strah, moraš biti pogumen, čeprav je težko stopiti iz cone udobja, ampak se ti na koncu lahko to zelo, zelo lepo obrestuje. Res je, ja. In jaz po mlade res spodbujam, da grejo iz te cone udobja, in da se tudi ko berejo kakšne oglase, se včasih dokaj ustrašijo, kako bom jaz tega, ne bom zmogel in ne bo šlo, ampak tako, ali ko iščeš prvo zaposlitev, ali pa tudi ko menjaš službo, vedno je fajn, da je da je neki izziv, da ni nekaj, kar veš, v tem super, odličen in nobenega. Vem, da bi super šlo, ampak nič me ne bo mogoče porinilo ven iz te cone udobja. Tako da vedno mora biti nekaj, kar je mal nek challenge, kar te mal mogoče te je mal straha, kako bo in na tak način potem mal rasteš, napreduješ, vedno znova pri prevzemanju nekih novih odgovornosti, novih vlog, mogoče menjavi podjetja in tako naprej.
Jaz tudi mislim, da moraš biti v službi, kjer si pač zaposlen, se moraš dobro počutiti, konec koncev tretjino svojega življenja pustiš praktično v službi, 8 ur na dan smo v službi, tako da je fajn, da se dobro počutimo v tistem okolju in to je tudi zelo veliko vredno, sicer pridejo druge težave, stres, bolezni in podobno. Ja, definitivno. Je to ena od stvari, ki je res zelo pomembna. Ne? Če se nekdo ne počuti dobro, res nima smisla, da vztraja v tistem okolju, v tisti poziciji. Ne pomeni, da je z njim kaj narobe, ampak enostavno mogoče ne paše v tisto okolje, ali pa mogoče se ne najde najbolj v tisti neki vlogi, mora samo poiskati nekaj, kjer se bo našel. Ja, to se mi zdi, da je pri številnih problem, ker mislijo, da je nekaj narobe z njim, a pa jih enostavno potem strah sprejeti to odločitev za neko spremembo v življenju, ampak konstantno se nam dogajajo neke spremembe in če se jim konstantno tudi upiramo, to samo poglablja našo nekako frustracijo in nezadovoljstvo in ne izražaš oziroma ne izžarevaš neke pozitivnosti, že tako kot oseba, ne? Ja, se strinjam. Ok, Klara Zavrl, najlepša hvala za tvoj čas, za vse te informacije. Prepričana sem, da sva marsikomu odprli oči in da bo nekako lažje se spopadel oziroma prišel do redne službe ali pa mogoče poiskal nove izzive, če v redni službi ni trenutno zadovoljen. Tako da iskrena hvala. Hvala tudi tebi za vabilo in vsem ostalim poslušalcem želim uspešno pot do prve zaposlitve. Drugič, kako do prvega stanovanja. Trenutne razmere na trgu nepremičnin so nore. Po eni strani so cene stanovanj letijo v nebo oziroma so rekordno visoke, po drugi strani pa imamo tudi izredno ugodna stanovanjska posojila, a kaj ko na posojila vpliva tudi redna zaposlitev. Slišali smo, da ima manj kot 50% mladih v starosti do 29 let službo za nedoločen čas, ki pa je zelo seveda pomembna pri najemanju stanovanjskega posojila. O tem, kako do prvega stanovanja, se bom pogovarjala z Andražem Briljem, ocenjevalcem vrednosti nepremičnin pri Capital Genetics. Zdravo, Andraž. Živijo, Marja. Živja. Najprej bom nekaj statistik navedla, ker se mi zdi zelo zanimivo. In sicer približno 63% mladih še vedno živi pri starših, kaže zadnja raziskava Mladina 2020, kar 45% mladih pa je povedala, da stanovanjska problematika zanje predstavlja zelo pomemben oseben problem. Pot do stanovanja pa največkrat ovirajo, ne boš verjel, finance. Te ovire segajo vse od nezmožnosti nakupa stanovanja s povprečno plačo, nezmožnost pridobitve primernega kredita, pa vse do nezmožnosti zagotovitve ustreznega bivanjskega tipa nepremičnine, pa tudi lokacije. Problem je torej večplasten. Mogoče sam za primerjavo, leta 2010, ko je bila opravljena Mladina 2010 raziskava, je bila statistika veliko bolj, recimo temu, prijazna in sicer 32% mladih je povedalo, da jim predstavlja stanovanjska problematika resen osebni primer, zdaj pa 45%. Ali te statistike mogoče kaj presenečajo? Ne, te statistike me ne presenečajo. Kot si sama tudi rekla, je ta problem res večplasten in ga treba pogledati iz večjih vidikov. V vsakem primeru je v naši mentaliteti to, da si želimo lastniškega stanovanja. Tako smo bili nekako vsi vzgojeni, tako je navada v naši družbi, kar je recimo v primerjavi z neko Ameriko ali pa drugimi mogoče zahodnimi kulturami mogoče malo drugače. Tukaj si vsi mladi želimo lastnega stanovanja in lastne nepremičnine. Se zdi, da je, če ne kupimo nepremičnine in smo v najemu, da je to metanje denarja skozi okno. Tako so v bistvu nam vedno govorili in tako tudi vsi razmišljajo. Redko kdo si naredi v bistvu izračune in mogoče premisli v možnosti najema stanovanja. V vsakem primeru je definitivno velik problem pri nakupu lastne nepremičnine so finance. Trenutno smo na nekih rekordnih gibanj, na rekordnih cenah, kar večini mladim onemogoča njihovo kreditno sposobnost. Po drugi strani pa je problem tudi ne samo v financah, kot smo že prej rekli, da je večplasten, je problem tudi v pomanjkanju neke kvalitetne ponudbe
in nekih dostopnejših stanovanj za mlade. Tako da, v tem pomanjkanju ponudbe si lahko investitorji privoščijo zelo visoke cene, premalo konkurenčnega okolja med samimi investitorji in premalo nekih novih stanovanj pride na trg, in to vse skupaj poganja v višave, kar smo priča tudi sedaj. Ja, tudi raziskava Mladina 2020 je pokazala, da si kar 81% mladih želi kupiti stanovanje, le 11% je takih, ki bi živelo v najemniškem stanovanju. Želja in realnost potem trčita. Statistike kaže tudi, da le 18,9% mladih živi v lastni nepremičnini, 18,9% mladih, se pravi do 29. leta, ima svojo nepremičnino, 38% pa živi v najemniških stanovanjih. Pa vendar tudi najemnine letijo v nebo. Ja, definitivno. Mislim, te številke me niti ne presenečajo. Moramo tudi vedeti, da se je ta starostna meja, kjer se mladi odcepijo od staršev in se preselijo na svoje, tudi povišala. Tako da, če gledamo samo mladostnike do 30 leta starosti, je pač ta procent dokaj, po mojem mnenju, normalen. Če tudi pogledamo, koliko parov se poroči sedaj do 30 leta, je pač ta številka bistveno manjša, kot je bila pred 15-20 leti. Tako da ja, mladostniki v vsakem primeru, ko se začnejo osamosvajati, želijo priti do lastnega stanovanja. Tukaj seveda trčijo na veliko ovir. Prvič problem neke redne zaposlitve, ki omogoča nadaljne financiranje pri bankah, potem tudi pomanjkanje nekih lastnih sredstev. Tukaj se veliko poslužujejo pomoči mladi pari s pomočjo staršev, stric, tet, babic, ki jim pomagajo do nekega osnovnega kapitala, ki zadostuje za polog pri bankah. Čeprav moram poudariti, da nekatere banke so tudi sedaj že veliko bolj fleksibilne pri ocenjevanju kreditne sposobnosti svojih komitentov. Nekatere manjše banke sedaj tudi že gledajo prihodke na SP-jih, firme, ki jih imajo mladi, njihove ostale prihodke. Tako da tukaj grejo malo bolj nasproti. Je pa neka prednost Slovenije to, da je zelo veliko lastniških nepremičnin v neki širši familiji, in na podlagi nekih kombinacij iznajdljivosti, preteklih prodaj in ustvarjenega nekega kapitala se nekako mladim še vedno uspe nekako prebiti z mukami tudi do lastnega stanovanja. Malo je tistih, ki imajo že pri 30 letih tako dobre prihodke, da si lahko pri teh cenah privoščijo svojo nepremičnino. Ja, zdaj si kar veliko zanimivih stvari povedal, sploh tam je zanimiva, da je veliko lastniških nepremičnin v naših družinah, Tudi naši starši so gradili v bistvu nepremičnine, zato da bo živelo pod eno streho več generacij. Velikokrat se to ne izide, ker pač mladi želijo živeti na svojem in ne pod streho svojih staršev ali starih staršev. Ja, to je bila napaka gradnje 70. in 80. let, ko so starši gradili visoke, energetsko potratne 3-nadstropne hiše, v katerem bo dovolj prostora za 3 familije. Seveda te želje se niso uresničile, pač že starši so želeli verjetno takrat pomagati že vnaprej svojim potomcem. Dejansko pa je to se pokazalo kot napačna odločitev. Te hiše sedaj ostajajo prazne, težko jih je prodati, težko jih je energetsko sanirati, težko jih je repozicionirati na trgu, da bi za ene take hiše naredili 3-stanovanjski objekt in 3 stanovanja in prodali na trgu, dali karkoli. Tako da ja, to je bila mogoče zgrešena stanovanjska politika v tistem času. Bolje bi, da bi ta denar naložili v neke individualne stanovanja ali pa da bi pač, varčevali, ampak to so bili drugi časi, druga ureditev, tako da tega ni bilo možno. Se pa sedaj že pokaže to, da smo se kot narod vseeno od 90 let naprej razvili, da se je ustvaril nek kapital po družinah. Vsi so že naši starši so podedovali sedaj stanovanje po svojih starših in te mlajše generacije za nami, ki prihajajo, bo se kapital že nekako akumuliral skozi več generacij in tukaj že ostajajo neki presežki. V bistvu je nam zakonodajen prehod sistema omogočil, da smo prišli do lastniških stanovanj z Jazbinškovim zakonom in to je bila sigurno neka zelo, zelo dobra osnova, predvsem za ljudi v mestih, da so prišli do neke lastnine, do nekega kapitala, ki se pa zdaj že prenaša čez generacije. In
pomaga v neki meri tudi mlajšim. Ja, marsikdo ne more čakati na to nepremičnino, ki jo bo potem podedval, rabi streho nad glavo danes. Mogoče še ena zanimiva stvar iz raziskave Mladina 2020. Večina mladih seveda pričakuje pomoč staršev pri financiranju nakupa stanovanja. Zanimiv je pa odstotek. In sicer v 2020 pričakuje 29% mladih pomoč pri reševanju stanovanjske problematike. Leta 2010 pa je bil ta odstotek bistveno višji, in sicer 45,5%. Torej, opazan je drastičen upad tega pričakovanja, da bodo starši nekako priskočili na pomoč, ali morda tudi se mladi zavedajo, da je težko preložiti breme nakupa nepremičnine na starše, ki tudi konec koncev morajo poskrbeti za svojo lastno penzijo. Penzije vemo, da so izredno nizke. Ja, sigurno. Sigurno se to, mogoče to ni najbolj vprašanje zame, ampak sigurno se je pokazalo to, da te presežki prihodkov tudi pri starših niso tako veliki, da morajo tudi starši sami razmišljati o pokojninah. Mogoče še ta generacija naših v bistvu staršev je še iz tega sistema izhajala, da bo že sistem poskrbel za njih, ampak zdaj se vedno bolj kaže, da sistem ne poskrbi zate tudi v penziji. Tako da starši so primorani dodatno pokojninsko varčevati, skrbeti za to, da bodo imeli zadostne prihodke tudi v starejšem obdobju svojega življenja, in seveda potem posledično imajo manj razpoložljivih prihodkov za pomoč svojim otrokom. No, sej itak večinoma kupujemo stanovanja z posojili, vseeno pa je potrebno zagotoviti 20% lastnih sredstev, ko najemamo stanovanjsko posojilo. Kako je pa s tem? Zdaj številni nimajo po več 10.000 evrov cene stanovanjci, kot si povedal, so na rekordu, kar potem tudi pomeni, da je potrebno rekordno visoke zneske imeti privarčevane za nakup oziroma za možnost sploh najema. V eni od prejšnjih srečanj najinih smo se pogovarjali in sem rekel, da je zdaj že čisto običajno, da je 500 000 evrov za neko nepremičnino, ni več nekaj nenavadnega. Dobil sem veliko odzivov na to izjavo mojih kolegov in prijateljev, in so se v bistvu sami strinjali s tem. Cene so dejansko šle, in če si hočete privoščiti neko življenju primerno stanovanje za neko 4-člansko družino, so te cene sedaj 300-400 tisoč evri, recimo v Ljubljani, kar posledično pomeni, da je treba zagotoviti 20% lastnih sredstev, in te zneski se povečujejo. In seveda težko je pri 30-35 imeti našparano vsaj toliko denarja, da se da za polog. Po drugi strani je tudi seveda ni zelo priporočljivo, da res zadnje prihranke popraskamo in to vložimo v nepremičnino in praktično nimamo za naslednjih 20 let, ko smo zakreditirani, nekih razpoložljivih dohodkov, ki nam omogočajo vsaj neko kvaliteto življenja. Tako da to so velike stiske mladih, vsi še želijo kupiti stanovanje in tudi ga kupijo. Zdaj so okolje nekih ugodnih finančnih posojil, ugodnih obrestnih mer, ti obroki so sorazmerno nizki, ker so obresti nizke, ampak če se bodo stvari spremenile, se bodo te obroki začeli tudi višati, in takrat bo to nastal še večji problem za tiste, ki so dejansko porabili zadnje rezerve in šli v to zgodbo. Dobivamo tudi veliko komentarjev ali pa vprašanj mladih glede selitve izven Ljubljane, se pravi, iščejo neke nepremičnine v Mariboru, Pivki, v Velenju in v drugih mestih, ki so relativno dostopne, hitro dostopne tudi do središča Slovenije oziroma prestolnice. Kakšno je tvoje mnenje, kakšne so cene v teh drugih mestih? Vemo, da Kamnik je tudi recimo na rekordu, Maribor je tudi na rekordu. Praktično so vsa mesta sedaj na rekordu. Če pogledamo Ljubljano, je cena povprečna cena rabljenega stanovanja okrog 3250 evrov na kvadratni meter. Če pogledamo Slovenijo, smo na 2250 evrih na kvadratni meter. Posod so cene praktično po 100 evrov na kvartal rastejo ali pa še več. Tako da ja, posod so cene sedaj visoke. Je pa res, da si v nekih obrobnih krajih, ki so oddaljeni od teh glavnih središč, lahko stanovanje privoščimo relativno ceneje, ne bom rekel poceni, ampak ceneje.
Je tudi res, da manjka stanovanj v teh drugih mestih, da se malo investitorjev odloča za gradnjo nekih projektov, tako da je tudi ponudba relativno omejena, se pa da dobiti. Predvsem je pa to, če smo bili navajeni živeti v nekem tem središču, ali je to Maribor, ali je to Ljubljana, ali je to Celje, ali je to Koper, se moramo zavedati, da z selitvijo na podeželje spremenimo svoje življenjske navade v celoti. Moje priporočilo je, da če se že selimo ponovno v neko središče, kjer bomo imeli vso potrebno infrastrukturo, vrtce, šole, trgovine, zdravnike, lekarno, ker pokazalo se je, pa to mogoče govorim bolj iz prakse in pričevanj v bistvu prijateljev, ki so se preselili recimo na neko lokacijo med Domžalami in Ljubljano, ima zdaj največja težava to, da morajo ali peljati otroke v glasbeno šolo v Domžale ali pa v Ljubljano. Nikamor ne morejo več otroci sami, nekako postaneš voznik, in je ta odločitev mogoče slabša, kot da bi se odločili, da bi živeli v Domžalah, kjer je vsa potrebna infrastruktura. Tako da zelo potreben je zelo tehten premislek, treba se v bistvu vživeti v situacijo, kje bomo živeli, kako bomo hodili v službo, kam bodo otroci hodili v šolo, kako se bomo gibali, kje se bomo rekreirali. Vso to so vprašanja pri neki selitvi in odločitvi, da gremo živeti izven okolja, v katerem smo navajeni. Marsikateri delodajalec pa zdaj omogoča tudi delo na daljavo in mogoče bo ravno zaradi tega marsikdo tudi razmišljal o teh scenarijih, da bi se preselil iz raznih mestnih središč na obrobje. Mogoče ne na podeželje, mogoče v manjša mesta, kjer so stanovanja vseeno bolj ugodna. Recimo imeli smo primer enega fanta, ki se želi iz Ljubljane, središča Ljubljane, preseliti v hišo v Maribor, na primer, ne? Ja, definitivno. Stvari so se marsikje spremenile v zadnjih 2 letih, predvsem kar se tiče samega dela, omogočene delodajalcev, da dopustijo, da zaposleni delno delajo tudi od doma. Sicer po mojih izkušnjah se sedaj to malo spreminja nazaj in gremo nekako v stare telnice, ampak delno bo še zmeraj po mojem ostalo tudi delo od doma in bo to omogočeno. Tako da ja, definitivno, tako kot smo že prej rekli, treba se postaviti v vlogo, kako bomo tam živeli, kako bomo tam funkcionirali. Sigurno je cenovno bolj dostopno in je mogoče smiselno kupiti stanovanje nekje drugje ceneje, da ti ostane več denarja za življenje. Kvaliteta življenja na obrobju, ob naravi je verjetno zelo boljša, kot v samem mestnem središču, tako da to je stvar posameznika. Po drugi strani se je pa treba tudi zavedati, da tudi služba ni večna in tudi služba ne bo vedno ista, in mogoče bo naslednji delodajalec zahteval, da boste pohodili vsak dan v pisarno. Tako da tukaj je ogromno vprašanj, katerih se treba zastaviti in marsikatero nimamo odgovora že vnaprej, ampak je stvar osebne odločitve. In tukaj je mogoče, če se navežemo na to, je treba biti malo bolj fleksibilen in tudi razmišljati, da ne kupujemo stanovanja, ampak da se odločamo za najem, ker smo bolj fleksibilni, lahko se preselimo zdaj sem, tja, v Maribor, v Celje, mogoče izbijamo to mentaliteto našo iz glave, da ne rabimo biti celo življenje na istem mestu, tudi država zdaj tukaj ogromno dela v tej smeri, da bo čim več dostopnih najemniških stanovanj, tudi po ostalih mestih po Sloveniji. Stanovanjski sklad Republike Slovenije kupuje po raznih manjših mestih in omogoča najemna stanovanja, Kočevje, Koroška in Lendava in tako naprej. Tako da ja, tukaj so možnosti odprte, ta trg, najemniški trg se razvija in tudi daje mogoče misliti mladim, da le ne bi samo želeli lastne nepremičnine, ampak da bi mogoče malo bolj fleksibilni in živeli po različnih koncih, vsaj Slovenije, če ne Evrope ali pa sveta. No, super, to je ena dobra ideja, ampak vseeno še zmeraj odstotek mladih, ki želijo lastniško stanovanje, precej visok. Pa dajva majčkeno pogledati zadnje desetletje, kakšne so bile cene v Ljubljani, ki velja za motor nepremičninskega trga. Trenutno imava 3250 približno evrov na kvadratni meter za rabljeno stanovanje. O novogradnjah ne bova sploh govorila, ker so cene krat 2, krat 3. Leta 2010 je bil kvadratni meter rabljenega stanovanja v povprečju 2500 evrov, leta 2015
pa je bila cena 2000 evrov. Torej, če pogledamo celotno desetletje, je bilo kar precej dinamično na trgu nepremičnin. Imela sva od 2500, potem je padal na 2000, zdaj smo na 3250. Kaj se dogaja na trgu, kaj lahko pričakujemo, kdaj bodo cene spet 2000 evrov na kvadratni meter? Mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. Mogoče je treba za začetek pogledati neko še daljše obdobje kot zadnjih 10 let, ker ti si zdaj začela v 2010, v bistvu tista prelomnica, ki se je zgodila na nepremičninskem trgu, je bilo leto 2008 in finančna kriza. Če pogledamo podatke od leta 1900 naprej, so cene stanovanj dejansko skozi rasle. Leta 2000 si dobil stanovanje v Ljubljani še pod 2000 evrov na kvadratni meter in potem so te cene do leta 2008 narasle tudi nad 3000 evrov na kvadratni meter in so se recimo so bile takrat, smo rekli, da smo ujeli nekak cene iz 2008, leta 2019, da smo prišli na isti nivo, kot smo leta 2008. Tako da takrat po finančni krizi je cena seveda drastično padla, predvsem zaradi posledic nekreditiranja, banke so mogli najprej sebe rešiti in tako naprej in se je pa trg nepremičninski čisto ustavil in potem relativno hitro okreval. Zdaj, če pogledamo dolgoročno, kaj se bo dogajalo s cene zelo korelirajo z rastjo bruto domačega proizvoda. Tako da dolgoročno, če gledamo 50-letno obdobje, cene dejansko skozi rastejo. Zdaj, če se bo bruto domači proizvod povečeval, če se bo naša blaginja povečevala, bo tudi cene nepremičnin kot nek asset class, ki je zelo popularen, tudi dvigoval. Tako da pričakovati, da bo cene spet 2000 evrov, je zelo mogoče iluzorno. Lahko se zgodi neka korekcija, predvsem v smislu, da se bo tudi svetovna gospodarska slika mogoče malo unesla, oziroma se bo malo ta bikovski trend obrnil. Takrat lahko pričakujemo neko stabilizacijo in pa posledično, če se bo ta cikel investicij v nepremičnine pospešil in če bodo uspeli investitorji spraviti na trg večje število stanovanj, oziroma mora biti konkurenčno okolje med investitorji večje, zato da bo več konkurence in več ponudbe na trgu in bo s tem posledično tudi cene mogoče malo padle ali pa se vsaj stabilizirajo, ampak dolgoročno bo ta trend sigurno pozitiven. Se pravi, če povzameva, kakšne so torej rešitve, kako lahko pridemo do prvega stanovanja? Mislim, do prvega stanovanja, tako kot se že naredila v uvodu, pač možnosti je kar nekaj, moramo biti zelo inovativni, moramo pač imeti zelo dobro službo ali pa pomoč nekoga, ki nam pomaga pri samem pologu, tem 20%, koliko ga potrebujemo. Sigurno je tukaj veliko mladih se sprašuje, ali kupiti stanovanje zdaj ali počakati, da se te cene mogoče stabilizirajo, da mogoče malenko spadajo, da ne bojo kupili na vrhu tega cikla. To se sprašuje mladi že zadnje 3 leta. Tisti, ki so v bistvu čakali, so zdaj iz obupa kupili stanovanje, ker so tako ugotovili, da so jim cene od leta 2019 skočile za 30-40% in da je škoda, da niso že 2019 kupili in da ne vejo sedaj, zakaj so čakali. Tako da to je stvar odločitve posameznika, kdaj se bo za to odločil. Tukaj, če bi imeli čarobno palčko, pa bi točno vedeli, kaj bi se zgodilo, bi živeli v drugem okolju. Tako da ja, tukaj je veliko vprašanj, na katerih moramo sami sprejeti odločitev, moramo vedeti, kakšna je zanesljivost naše službe, kakšne bojo naši prihodki tudi v naprej, praktično kredit traja 20-25 let, kako bomo to zvozili, kaj če se nam kaj zalomi, kaj če izgubimo partnerja, kako bo poplačilo teh kreditov. To je ogromno vprašanj, ki jih morajo mladi nažalost odgovoriti in velika odgovornost je, da pri teh letih to pragmatično naredijo in se odločijo za nakup stanovanja. To sem sicer mislila v naslednjo sogovornico malo bolj v globino iti. Recimo, Nejc je rekel, da išče partnerko, s katero si bo lahko delil strošek nakupa nepremičnine. Se pravi, pomembno je tudi, v kakšnem odnosu si s partnerjem, se pravi tudi finančni položaj partnerja, partnerske zveze. Zdaj, če si samo z tega razloga išče partnerko, bo verjetno to partnerstvo relativno hitro razpadlo in bo imel še večji problem v prihodnosti. Definitivno je po mojem prepričanju lažje si kupiti stanovanje potem, ko si ti že v neki vezi.
in se nekako ti stroški porazporedijo oziroma je več razpoložljivega dohodka za neko normalno življenje. Ja, mislim, da sva kar precej dala dobrih rešitev oziroma odgovorov. Imamo pa še nekaj vprašanj za odgovoriti. To bova pa naredila ločeno epizodo, ker se je kar precej vprašanj nabralo tudi, kar se tiče samih naložb v nepremičnine, ampak kot rečeno, to bova drugič. Tako da, Andraž Brili, hvala za tvoj čas in lep dan še naprej. Marja, z veseljem se vidimo naslednjič. Tretjič, kako s partnerjem zgraditi finančno stabilno zvezo. Pomembne življenjske odločitve pogosto sprejemamo skupaj s svojim partnerjem. Recimo nakup nepremičnine je takšen tipičen primer. Toda kako postaviti temelje v odnosu, da ne zaškriplje že v prvih finančnih izzivih? Kdaj je pravi čas, da se s partnerjem odkrito pogovorimo o denarju, investiranju, naložbenih in nasploh življenjskih ciljih? O partnerskih odnosih se bom pogovarjala s Katjo z Istenič, psihoterapevtko in psihologinjo iz podjetja Hočem več. Zdravo, Katja. Živja. Živja. Evo, v uvodu sem omenila, da je veliko pomembnih življenjskih odločitev sprejemamo skupaj s svojim partnerjem in te odločitve so pogosto povezane tudi s financami in to z veliko denarja, če govorimo o nepremičnini. Zato je pomembno, kakšen odnos imamo s partnerjem in kako komuniciramo o teh resnih tematikah in definitivno finance so resna tematika. Torej, že v samem štartu nekega resnega partnerstva se je verjetno potrebno pogovarjati tudi o finančnih zadevah. Zanimivo je pa to, da večina prihaja iz družin, ker je v bistvu pogovor o denarju tabu tema in ravno zaradi tega imajo lahko mladi težave v že samem štartu odnosa. Drži? Je tako, ja. Pogosto se zavedamo, da so neke teme znotraj partnerstva pomembne, recimo v smislu zvestoba, nezvestoba in tako naprej. Redki pari se pa zavedajo, kakšno težo dejansko nosi tudi denar in kakšen vpliv ima na njun odnos. In v resnici denar je ena izmed najpogostejših tem, zaradi katerih se pari kasneje kregajo, včasih tudi dejansko zaradi tega ločijo. Tako da denar je zelo pomembna tema, kad si pa super, že mi dala istočnico, še posebej Slovenci, se pogosto ne pogovarjamo dovolj o denarju, že v bistvu odraščamo z neko idejo, da o denarju se ne pogovarja, da mogoče denar celo nekaj slabega, nekaj, kar je bolje pustiti primeru. In ja, dejansko tabu tema. Našla sem tudi 2 raziskavi, bomo pogledala, da povem čisto točno. Leta 2013 so naredili raziskavo v Ameriki, kjer so ugotovili, da se ljudje dejansko raje pogovarjajo o smrti, ki je ravno tako tabu tema in tema, ki je načeloma ne maramo, kot pa o denarju. Leta 2010 so pa raziskavo v Angliji naredili, kjer so ugotovili, da je več možnosti, da bo nekdo razkril število svojih predhodnih spolnih partnerjev nekomu, ki ga ne pozna, da se bo celo z nekim neznancem pogovarjal o recimo kakšnih morebitnih spolnih boleznih, ki jih ima, kot pa da bi neznancu zaupal višino svoje plače. Tako da tema denarja, tako splošno gledano, nam je nažalost še zelo taka tabu tema in se pogosto raje ne dotikamo in se raje ognemo, če se je le lahko. Se mi pa zdi, da vseeno mlajši milenijci, mogoče celo zelenici, malce drugače gledajo kot recimo naša generacija. Ena zanimiva iztočnica. Prejšnjo epizodo smo se pogovarjali o Kitajski in o tem, kako partija v bistvu diktira tudi življenje pač posameznikov in družin. In je Matevž Raškovič, ki dela na Kitajskem, nam je tudi povedal, da se v bistvu družine vodi kot podjetje, da je otrok investicija in da zakonske zveze so v bistvu nekakšna združevanje 2 podjetij, se pravi zelo tako podjetniško razmišljajo. Kako pa je recimo pri nas, kako mladi gledajo na te ekonomska ozadja svojega partnerja? Zelo zanimiv pogled, ja, se pravi, to, kar si omenila, kot neke vrste podjetništvo. Ja, na srečo se spreminja tudi pri nas, mladi oziroma milenijci vse bolj se zavedajo, da denar ni
kot tema, da to ni nič tako zelo takega v smislu, da bi se morali te teme bati, pač pa da je to v resnici tema, ki je zelo široka, ki se jo definitivno splača raziskati, o kateri se splača pogovarjati. Še zmeraj se mi pa, mislim, vsaj moje opažanje je to čisto preko partnerskih terapij, še zmeraj opažam manko tega, da bi malenkost bolj raziskovali svoja neka lastna prepričanja o denarju, da bi raziskovali partnerjeva prepričanja o denarju. Znamo se že pogovarjati malenkost o denarju v tem smislu, kaj si želimo oziroma morda kakšnih finančnih ciljih, ne znamo pa še mogoče toliko zelo ozavestiti recimo, kako dejansko vidimo denar oziroma kako potem z denarjem zares tudi ravnamo. Oziroma, toliko boljšo predispozicijo, toliko boljše neko izhodišče imajo tisti, ki že tako odraščajo v družinah, kjer je denar bolj sprejemljiva tema, kot tisti, ki mogoče nimajo dostopa do teh tem, oziroma kjer denar velja kot nekaj slabega oziroma nekaj, o čemer se ne govori. Zato pa jaz menim, da bi morali v šolah imeti obvezni ali pa vsaj izbirni predmet o osebnih financah. Žal se pa učijo samo gospodinjske finance in to tudi večina precej dobro obvlada, se pravi prihodki in odhodki, ampak to ni dovolj, ne. Potrebno je gledati onkraj tega, potrebno je tudi investirati, sploh če želimo uresničiti kakšne cilje, kot je recimo biti lastnik stanovanja enkrat v prihodnosti. In tukaj recimo je zanimivo, kako v bistvu partnerstvo, kako ljudje iščejo, recimo Nejc konkretno nam je poslal vprašanje, kako naj poišče, kje naj poišče partnerko, s katero si bo lahko delil nakup stanovanja oziroma strošek nakupa stanovanja. Verjetno je v ozadju tudi misel, da kakšna ljubezen pride v poštev, ampak ja, želi v bistvu si nekako deliti ta strošek s svojo partnerico. Zdaj, vsaj jaz ne poznam nažalost nobene aplikacije ali pa nekega mesta, kjer bi se združevali tisti, ki želijo kupiti stanovanje, v smislu, da bi se tudi romantično povezali. Vsekakor je pa pomembno, da že na začetku smo pozorni na to, na razne znake, glede tega, kako oseba razmišlja, kar se tiče denarja, kakšne cilje ima, ali si želi kupiti stanovanje v neki dokaj bližnji prihodnosti ali ne. In tudi kako nenazadnje ravna z denarjem. Še preden se začnemo zares pogovarjati o denarju, lahko prepoznamo določene znake, v smislu, koliko si oseba privošči, ali je bolj pomemben nek navidezna podoba, da ima veliko denarja, se pravi, da veliko za neke znamke, za neke zadeve, pa morda manj za varčevanja, za investiranja in tako naprej. Se pravi, neke znake lahko že prej prepoznamo in tako lažje ocenimo, ali je oseba taka tudi iz finančnega smisla, da bi bila za nas, ali pač morda žal ne. Kako se pa recimo obnese zveza med razsipnežem pa varčnežem ali pa špekulantom pa konzervativnežem? A to lahko funkcionira? Zdi se mi, da tukaj zna biti zelo veliko prepirov. Ja, je lahko kar tako minsko polje včasih. Je pa realnost partnerstva taka, da ponavadi skoraj v vsaki zvezi je kakšna taka zadeva, kakšna tema, kakšno področje, kjer se malenkost bolj razhajamo. Lahko je zdaj to denar, lahko je pač kaj drugega. Tako da ravno tako kot tudi pri drugih temah, tudi pri denarju potem pomembno, da se znamo pogovarjati, na odprt način, na neobtožujoč način, da znamo raziskovati, kakšne so naše skupne možnosti, da se mogoče najdemo v tem, da imamo morda nek skupen cilj, ne glede na to, da so mogoče poti do tega skupnega cilja rahlo drugačne, da sklepamo kompromise in tako naprej. Tako da je možno, zahteva pa to seveda neko mero odprtosti, sprejemanja in tudi potrpežljivosti. Zdaj, ko si omenila, da tudi na drugih področjih je to pomembno, sem se spomnila na področje zdravja, ker se mi tudi zdi, da lahko hitro pride do raznih prepirov, če na primer nekdo zelo skrbi, pa nekdo nič ne skrbi za svoje zdravje, ker to na dolgi rok prinese cel kup nekih finančnih posledic lahko za oba, ne, in za celo družino. Ja, tako da to je ena stvar, ki mogoče ne bi smeli zanemariti. Tudi zdravje je izredno pomembno, ne samo fizično, ampak tudi mentalno. Absolutno. Ja, zdravje v resnici, pogosto ga ne povezujemo, tipično ga ne povezujemo s financami, pa je dejansko, tako kot si rekla, tudi mentalno, recimo že kakšna izgorelost ali kaj takega, ko oseba dejansko pač ni zmožna takrat delati, mogoče leto, dve,
a ne, absolutno je to povezano s financami. A ne. Tudi ne nazadnje, recimo, pogled, v katerem se partnerje lahko zelo razlikujeta, tudi kar se tiče zavarovanj, a ne tega pač. Recimo, če smo nek samostojni podjetnik, ali imamo urejena še kakšna zavarovanja, ali a ne smo kle potem takoj bogi, če se nam kaj slučajno zgodi, ali če v kakšnem smislu za nekaj časa nismo zmožni za delo. Tako da ja, hitro te zadeve potegnejo za sabo, potem poleg vseh čustev, a ne, tudi finančno plat. Ja, definitivno. Sploh pa recimo, če greš kupovati neko nepremičnino, so tukaj dolgovi v ozadju in tukaj je nujno potrebno kakovostno zavarovanje za primer smrti, torej riziko zavarovanje. Pri samostojnih podjetnikih definitivno nezgodno zavarovanje, ker ko si ti enkrat invalid, nesposoben, nezmožen za delo. Jaz poznam enega fanta, pri 23 letih je postal tetraplegik, strošek prilagoditve na novo življenje je bil preko 100,000 evrov, zdaj se ne spomnim točno številke, ampak to so res nore cifre. S tem, da ne more več nikoli v življenju delati in prispevati toliko, kot je prej prispeval. To so vse pomembne stvari. Pomembno je pa recimo tudi to, kako bomo v bistvu vodili gospodinjske finance, se pravi, ali bomo imeli skupni bančni račun, ali bomo imeli vsak svoj račun plus skupni bančni račun in kako bomo razdelili stroške. Kako je recimo v praksi s tem? Zelo mešano. Jaz ponavadi parom na terapijah predlagam, da kar malenkost vse skupaj vzamejo kot neko raziskovanje, mogoče celo kot malenkost neko igranje, da preizkusijo več različnih variant. Nekateri želijo imeti strogo ločeno in potem dajo do centa natančno, izračunajo, koliko je bila položnica za elektriko in dajo to na pol. Nekaterim ta način sploh ne odgovarja, pa si umislijo recimo skupno denarnico in dajo vsak mesec neko vsoto tja in potem iz tega plačujejo razne zadeve. Nekateri imajo radi, da malenkost bolj po občutku, kdaj plača en, kdaj plača drug, da se še zmeraj lahko častijo ali pa nekam peljejo. Tako da tle ni nekega pravila, v bistvu bolje je pomembno, da se počutimo dobro z našo odločitvijo in pa da se počutimo vseeno finančno varne. Se pravi, da vemo, da imamo nadzor nad našimi financami, da vemo, koliko damo za posamezne zadeve, kar se tiče gospodinjstva. In torej te dva kriterija sta ponavadi najpomembnejša, da se dobro počutimo in da vemo, kaj se dogaja z našimi financami, da imamo nekako razdeljeno. Včasih tudi glede na zmožnosti, če eden od parov znotraj para en zasluži bistveno več in ta drugi bolj malo, seveda se lahko kle dogovorita, da ni pol-pol. Tako da to je stvar potem dogovora, je pa pomembno, da je to nekaj, o čemer se pogovarjata, da preizkušata razne zadeve, da torej raziskujeta, kaj njima ustreza. Kaj pa recimo pri dolgovih? Jaz se mi zdi, da mogoče so celo bolj natančni pri delitvi tega, kot pa pri delitvi stroškov. Ja, pogosto, ja. In tudi dolg je nekaj, kar je velikokrat lahko močen vir stresa, sploh nekomu, ki mu mogoče gre lahko v nekem momentu bolj za nohte iz finančnega smisla, kot ta drugemu, recimo. Tako da dolgovi so nažalost velikokrat lahko vir prepirov oziroma tudi splošne napetosti. Včasih lahko stvarijo neko splošno napeto vzdušje in se potem par skrega glede nekatere tretje zadeve, nepomembne zadeve, pa v resnici bil vzrok ravno dolg oziroma ravno finance. Tako da tudi tukaj velja, da se čim več pogovarjamo, da si znotraj tega vseeno ustvarimo nek občutek varnosti, da vemo, da imamo svoje finance pod nadzorom, ne glede na to, da imamo morda nek večji dolg. Kako pa je z naložbenimi portfelji oziroma na splošno z investiranjem? Zdaj, kot vemo, nekateri so bolj nagnjeni k investiranju, sploh ženske opažam, da bistveno manj investirajo in nekako se mi zdi nesmiselno, oziroma jaz bi rekla, da je bolj smiselno, da ima vsak svoj investicijski račun, zaradi tega, ker so tudi nagnjena k tveganju različna, saj nista partnerja enako nagnjena k tveganju, pa verjetno so nekako tudi varčevalni naložbeni cilji lahko različni med partnerima. Kakšno je tukaj situacija na terenu? Jaz v bistvu opažam več variant in kot si omenila, se pravi, da imata pač kar ločeno, nekateri imajo tudi skupaj. Kar jaz ponavadi najbolj predlagam parom je, da se predvsem o tem izobražujejo.
recimo, da pogledajo kakšno recimo spletno predavanje, da preberejo kakšno knjigo, kakšen članek in tako naprej. Se pravi, da sta skupaj noter v temu. Ne glede na to, ali imata potem dejansko skupaj investirata ali ne, ali vsak posebej, da sta čustveno in miselno skupaj v temu. Da se pravi, to nek njun skupen projekt, neka zadeva, ki jo istočasno še druži, da torej poznata, da oba vesta, o čem govorita, ko omenjata kakšne izraze. Se pravi, da je to nekaj, kar jo druži in ne nekaj, kar se samo en zanima za to, da drug pa zavija z očmi ali pa recimo ga to sploh ne zanima ali pa ga je strah, ker ne pozna in tako naprej. Se pravi, da se skupaj zanimata, da je to nek skupen projekt. Ne glede na to, kako potem praktično to izvedete. Ja, v realnosti je potem malo to drugače. Dostikrat slišimo od žensk, da njih finance pač enostavno to pač jih ne zanima, da jih ne zanima investiranje in da te odločitve popolnoma prepuščajo svojemu partnerju. Kar pa po eni strani niti ni tako dobro, ne? Ja, ker hitro zelo v bistvu stanemo zadaj. Se pravi, recimo, če si pogledamo nek tak naraven proces, zdaj si ga seveda malenko zmislila, za vsakega je lahko malenko drugačen, ampak recimo, da je nek par skupaj nekaj let in da se do zdaj nista kaj dosti zanimala za finance. Recimo, da se potem moški začne malenko zanimati, začne gledati kaj na internetu, se izobražuje, se pogovarja z ljudmi, ki imajo že več izkušenj, kar se tega tiče. Če sta v tem skupaj, bosta se skupaj učila, bosta skupaj v bistvu šla čez neke procese učenja, čez neke izkušnje in tako naprej. Če pa rečemo, da je to žena, ostane v zadaj, je to kao ne zanima, to ni nekaj, o čemer želi razmišljati, potem bo pa mož hitro v neki točki zelo naprej, ona pa v bistvu tudi osnov ne bo poznala, in če se slučajno v kakšni situaciji zgodi, da potem se možu slučajno kaj zgodi ali kaj takega, v bistvu ostane čisto prepuščena sama sebi v tem smislu, da sploh ne ve, kaj se točno dogaja. Ali pa recimo, če ga kasneje hoče ujeti, je toliko težje ga takrat ujeti, kot ko sta skupaj v temu in v bistvu sta skupaj nevedna na neki točki in se postopoma učita. Bistveno bolj zabavno na ta način, kot če recimo žena potem na neki točki gleda moža, ki navidezno vse ve, ona pa čisto nič, ima hitro lahko občutek, da je to preveč zakomplicirano zanjo, da je to nekaj, česar nikoli ne bo razumela, ali da je to kar nekaj, ali jo spominja mogoče na kakšne travme iz šole, ko česar ni znala pri matematiki ali karkoli. Če pa sta skupaj v tem, pa je to lažje, potem usvojiti ta znanje in te veščine. Ja, to je res, se strinjam, da je veliko lažje potem tudi si bolj samozavesten pri investiranju, če tudi tvoj partner aktivno sodeluje pri tem. Ampak gremo mi nazaj na zvezo in na to, da ljubezen ni večna. Številni zakoni propadajo in statistike kažejo, da je največ razpadov teh zakonov v starosti od 40 do 49 in največ povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi 14,3 let. Torej, zakon ni zavedno, čeprav gremo v ta odnos oziroma s tem upanjem, da bomo do smrti skupaj, ampak včasih se pač zgodba ne izide, v 50% se ne. Ja, tako da v tem primeru je pač potrebno nekako tudi se zavedati, da celotno premoženje, ki se ustvari v času zveze, se razdeli na pol, ne? Zdaj, ja, kle je več variant, recimo nekateri strokovnjaki zagovarjajo idejo, da je dobro iti že s tem zavedanjem v zakon. Jaz sama bolj podpiram to, da recimo gremo že direktno, če se odločimo, se pravi za partnerja, da verjamemo, da je to, da gremo all in po angleško, se pravi, da recimo ne vnaprej razmišljamo, kako bi potem razdelili svoje premoženje, ne skrivamo zadev pred partnerjem iz vidika financ, iz vidika premoženja in tako naprej. Pač pa, da zakon vzamemo resno, se pravi, da vemo, da to ni nekaj, kar nastaja kar samo od sebe, da odnos ni kar samoumeven, ampak da tako kot recimo kakšno drugo zadevo, da tudi to negujemo, da se tudi tukaj izobražujemo, da investiramo tudi v odnos, ne samo investiramo v finančnem smislu, ampak tudi dejansko v sam odnos in da nam je to prioriteta. In tako kot se pravi, je neko povprečje, ampak povprečja so zmeraj tako, nekomu je mogoče ostalo v zakonu ostati samo 2 leti, nekomu pa mogoče celo življenje, tako da si izboljšamo možnosti, da imamo čim več, se pravi šans, da smo
na tem koncu, da je naš zakon srečen in trden. Se pravi, koliko skrivnosti je pa lahko potem v zakonu, sploh kar se tiče recimo financ. Prej si omenjala raziskave, ker plača ostaja skrivnost, ne želijo deliti svoje plače. Jaz poznam tudi kar nekaj milijonarjev, ki svojega premoženja ne razkrivajo ženam, ne? Zdaj, Pa imajo čisto srečen zakon, no, moram to poudariti. No. Ja. Zdaj, včasih je pač čisto pač podjetje, ne pusti, da bi zaposleni razkril svojo plačo. Tako da moramo dati te primere potem na stran, ker gre za pač, ne gre za zaupanje. Lahko tudi pari funkcionirajo tudi na ta način, da ne razkrijejo svoje plače. Je pa to vseeno nek del njih, ki ostane potem partnerju skrit. In vedno, ko se partnerji odpiramo, ko se razkrivamo, ko damo karte na mizo, v bistvu si ustvarjamo potencial, da smo še bolj povezani s partnerjem, da imamo še več čustvene bližine. Tako da, še posebej, če so naše finance nekaj, kar mogoče nas kdaj tudi malo zaskrbi, ali pa recimo, da ne vemo, kako bi neko finančno odločitev sprejeli, na kakšen način in tako naprej, je lahko super, da v bistvu imamo še nekoga, ki je skupaj z nami v tem, ki ima v bistvu iste ali pa pač podobne finančne cilje in ne rabimo vse te teže financ nositi sami, ampak smo lahko še z nekom skupaj v tem. Tako da jaz bolj kot psihologinja zagovarjam to, da je tudi to predmet pogovora, da to ni nič, da to ni nekaj, kar bi zdaj določalo ali zviševalo ali pa zmanjševalo našo vrednost. Ker pogosto se mi zdi, da gre v bistvu ravno za to, da ne želimo razkriti plače, zato ker nas je strah, ali da nas bo oseba potem drugače gledala, da nas bo presojala, ali da recimo nas bo smatrala kot nekaj manj ali kot nekaj več. Preveč neke teže damo tisti številki, ki jo dobimo na računu. No, ravno to sem tudi hotela vprašati, kaj pa če je finančna premoč enega od partnerjev večja, a to lahko postane potem težava v odnosu? Recimo, da ženska zasluži več od moškega, da bomo imeli en kontraprimer, ker načeloma je zakoreninjeno prepričanje, da je moški tisti, ki prinaša večji del k financam kot pa ženska, ne? Dejansko ja, prav v takih situacijah, se pravi, da ženska zasluži več kot moški, statistika kaže, da je več ločitev. Tako da statistika ne govori tako zelo v prid pač temu, če pride do take situacije, ampak jaz mislim, da je to še zmeraj malo rezultat od naše družbe, kakršna je bila do sedaj, se pravi ta ideja, da moški zasluži več, da je moški tisti, ki skrbi za družino, se pravi ta v bistvu zdaj že stara neka prepričanja in neke ideje. Denar absolutno je lahko velikrat problem in lahko je problem posebej, če ga enačimo z močjo. Se pravi, več denarja, ko imam več moči, imam več lahko potem povem, ali pa v smislu, če jaz kupim zdaj, ne vem, to stanovanje, potem pa jaz lahko odločam, kaj bo noter postavila in tako naprej. Se pravi, ko enačimo denar z močjo, ko enačimo denar s tem, da uveljavljamo svojo voljo, takrat hitro postane to problem. Tako da spet smo potem nazaj pri tem, da se pogovarjamo o tem, da se v bistvu že vnaprej zmenimo, recimo, če naš partner zasluži bistveno več kot mi sami, da se že naprej pogovorimo, kako bo to zdaj izgledalo. Se pravi, recimo, če bo partner kupil hišo ali pa bodo večinski del za hišo ali stanovanje, kaj to zdaj pomeni? Kakšna so tista neizgovorjena pravila, neizgovorjena pričakovanja vzadej? Da že vnaprej razčistimo, a bo to vplivalo na naš odnos, na kakšen način bo mogoče lahko vplivalo ali ne, ali recimo potem tisti partner, ki da manj k stanovanju, ima imajo njegove ideje in njegove želje enako težo kot od drugega partnerja. Tako da najbolj pomembno se je pogovarjati in raziskovati in razčiščevati že vnaprej. Kaj pa recimo popis premoženja, preden gresta v neko resno zvezo in pa mogoče predporočna pogodba ali pa nek dogovor, ko vstopiš v zvezo glede premoženja. Vem, da nekateri pari oziroma nekateri posamezniki podedujejo ogromno premoženja, zdaj drug mogoče ne toliko, in tukaj pride potem lahko tudi do neskladij, nesporazumov. Ali lahko to vpliva na zaupanje v odnosu, če nek partner zahteva neko pogodbo, preden vstopi v resno zvezo?
Lahko, ja, mislim, se spomnim pare iz terapij, kjer dva primera, no, sem imela taka, kjer je moški oziroma ženin bodoči želel popis premoženja, kjer je želel tudi predporočno pogodbo. In v obeh situacijah je partnerka to vzela kar precej osebno, kot se pravi neko idejo, da partner že pričakuje, da se ne bo išlo. Zdaj, ok, to sta samo dva primera od mnogih, a ne, tako da ne moramo posploševati, ampak ja, lahko, a ne, včasih to ta druga oseba smatra kot neko nezaupanje, da se bo zakon izšel, da bo pač zakon trden. Tule je v bistvu ponavadi najbolj fajn raziskovati, v resnici jaz bi tule najbolj predlagala parom, ja, da se z neko neodvisno osebo pogovorijo o tem, da torej raziskujejo, kaj pravzaprav je v ozadju, kakšni strahovi, kakšne mogoče prejšnje, kakšne izkušnje. Ponavadi je tule nek strah v ozadju, da bo druga oseba izkoristila. Včasih imajo lahko tudi strahove, ki so vezani na njihove izkušnje kot iz vidika njihovih staršev. Recimo, če so se njihovi starši ločili in potem bili kakšne grde bitke na sodiščih glede premoženja in tako naprej. Tako da lahko vpliva to na neko zaupanje, ker je tule v resnici neka predpostavka, da ne priznavajo možnost, da se zakon ne bo obnesel. In obstajajo pa tudi pari, ki to dobro izvedejo, ki se pogovorijo, ki se zavedajo, da življenje je pač nepredvidljivo, da se ljudje spreminjamo, da ne moramo čisto vsega vedeti vnaprej in to izvedejo brez tega, da bi vplivali to na njihovo zaupanje. Je pa spet tule najpomembnejše, koliko znamo biti odprti en z drugim, koliko se znamo res odkrito pogovoriti. Ja, zdaj, ko omenjaš starše in v bistvu kar veliko stvari podedujemo od staršev, tudi naš odnos do denarja, je pa res, da jaz verjamem, da v družini dobiš neke temelje, neke vrednote, ampak zdi se mi, da današnja mladina se nekako samo preuzgaja preko raznih Redditov, Discordov, TikTokov, YouTubov in drugih kanalov, kjer sledijo influencerjem, sledijo njihovim nekim pravilom, prepričanjem in nekako se mi zdi, da se sami preuzgajajo in ne vem, če ravno drži, da zdaj naša mladina prenaša prepričanja naših staršev naprej oziroma živi tako življenje, veliko bolj pogumni so, investirati želijo pač nekako ustvariti premoženje in ne samo čakati ali pa ne vem, da bi dobili, ne vem, premoženje od dedkov, babic, staršev, ne. Se strinjam, to je tista lepota interneta, ne, da če se le odločimo, potem imamo ogromno nekih možnosti za nova znanja, za nove veščine in tako naprej. Tudi v bistvu ponavadi je tako, če iz psihološkega vidika, da mi sicer prenesemo neka prepričanja, neka sporočila, včasih čisto neizgovorjena, od staršev naprej. Ne pomeni pa, da nas to definira. To je samo ponavadi tista neka naša izhodiščna točka. Lepota tega je pa potem, da lahko v bistvu po tej točki pa naredimo karkoli mi želimo. Kot si rekla, fajn, lahko se sami prevzgojimo v tem smislu. Vse, kar imamo, je samo tista začetna želja, tista začetna iskrca, da začnemo razmišljati, kaj se pa še da, kaj pa še obstaja, in potem se nam lahko kar malenkost svet odpre. Tako da pogosto smo navajeni na neke stvari iz vidika staršev, smo nekaj časa, nekih recimo 15 let, živeli v nekem svetu, kar se tiče recimo denarja, ki so nam ga predstavili starši, mogoče ostali bližnji, in takrat smo tisto vzeli kot dejstvo, kot resnico. V smislu, mogoče smo verjeli, da je denarja premalo, ali pa da ga je zmeraj zadost, ali pa da se o denarju ne govori, ali karkoli že. Potem pa zmeraj možnost, da v bistvu malenkost izzovemo neka ta stara, mogoče nepotrebna prepričanja in da si oblikujemo nova. Seveda, obstajajo pa tudi, obstaja ogromno družin, kjer se pogovarjajo o denarju, kjer v bistvu otroke načrtno učijo, kako ravnati z denarjem, kjer v bistvu otroke vključijo tudi noter v razne finančne plane, da otroci vidijo, seveda, ko so pač dovolj stari, da otroci vidijo, kako dejansko si denar razporejati, kaj narediti s svojo plačo, kam dati denar, kako se izobraževati in tako naprej. Zdaj pač malo odvisno od tega, koliko smo imeli srečo, kar se tega tiče, koliko so tudi naši starši bili oziroma so tega vešči. V vsakem primeru imamo pa pač vse možnosti, da se tega naučimo tudi sami.
Res je, se strinjam. Zdaj, ko si omenjala začetke, dajva pogledati malo tudi statistiko, kdaj se odseljujemo od doma. Nismo več toliko dolg časa v hotelu Mama, saj tako kaže zadnja raziskava Mladina 2020. Odseljujemo se pri 27,7 letih, kar je veliko bolj kot pred leti, ko smo se odseljevali pri 29,5 letih. Ne? Zanimivo je pa tudi to, da vstopamo pozno v partnerske odnose in tudi za prvega otroka se v bistvu odločamo relativno pozno, pri 29,6 letih. To se mi zdi kar pozno, ne? Kaj to pomeni, da imamo težavo poiskati nekega kakovostnega partnerja, s katerim bomo gradili življenje, ali so kakšni drugi izzivi, mogoče imamo visoka pričakovanja, želimo graditi kariero, kaj je tukaj v ozadju? Veliko je miks vsega, a ne, se pravi, velikokrat kakšni pari se že najdejo, se pravi, že najdejo partnerja, pa recimo se še ne počutijo, da so na tisti točki, ko bi lahko otroka pripeljali na svet, čisto iz finančnega vidika. A ne, si želijo najprej kupiti stanovanje, hišo, najprej dobiti neko dobro službo, a ne, se pravi, in to avtomatično jim potem majčkeno zamakne samo odločitev za otroka. Velikokrat pa ja, dejansko ne, tukaj imam pa recimo zelo veliko ljudi v terapiji, ko malenkost nekako zamudijo tisti prvi vlak iskanja partnerja, in so potem ja, že malenkost starejši, kar se tiče za iskanje partnerja, takrat je pa lahko že kar izziv, ne? Ker veliko ljudi je potem že poparčkani, kakšni že imajo otroke, in velikokrat ja potožijo, da v bistvu kako je težko recimo v tem obdobju potem kasneje iskati partnerja, če si še zmeraj vseeno želijo ustvariti družino. Tako da je lahko to kar izziv, ja, potem kako najdeti partnerja, sploh zdaj, ker je vseeno korona, pa tako, ker je manj družen v živo, ne, vse se je nekako bolj preneslo na splet, nekaterim to sicer zelo leži, ne, razni Tinder in tako naprej, ne, kakšnim pa ne, in te imajo ponavadi kar potem težave, ker je zdaj toliko manj družen, toliko manj nekih zadev v živo, in potem ja, se počutijo, da so izven elementa, recimo na Tinderju, ko pač vse poteka pač na tak način. Tako da ja, pri mnogih je to potem izziv, se pravi, da gledajo okoli sebe, so vsi poparčkani, oni so pa še vedno sami, čeprav si srčno želijo najti tistega pravega partnerja. Ja, tudi jaz poznam kar nekaj takih, ki so že v poznih 40 in imajo, zgodnih 40 in imajo res težave poiskati partnerja. Kar se pa tiče otrok, ne, dejstvo je, da to je neko finančno breme, mislim, da stane 180 000 evrov od rojstva do 25. leta vzgoja otrok v Sloveniji, pa vendar, številni pravijo, da si ne morejo privoščiti otroka, ampak kdaj pa si lahko privoščiš otroka, če smo čisto iskreni, ne? Kdaj je tisti pravi trenutek? Ja, to je tako kot kdaj je pravi trenutek za odpreti svojo firmo, kdaj je pravi trenutek za se preseliti v neko svoje stanovanje, za nakup stanovanja, in isto je, kdaj je pravi trenutek za imeti otroka. Seveda ja, obstajajo trenutki, ki absolutno niso pravi za imeti otroka, ne? Ampak ja, če smo recimo v nekem dobrem, trdnem partnerstvu, če si otroka želimo, če pač imamo neke osnovne pogoje, izpolnjene, da pač lahko otroka preživljamo in tako naprej, ponavadi je nek trenutek, ko je treba pač skočiti, se odločiti, in zmeraj bo velik del tega, kar nam je neznano, kar je strašljivo, in tudi nikoli se ne moramo vnaprej toliko pripraviti, da bi res vedeli, in iz finančnega in tudi iz tako praktičnega in čustvenega smisla, da bi bili vnaprej res 100% pripravljeni. Pač ja, pride potem nek trenutek, ko skočimo, ali pa pač ne. Ne, zato ne moreš biti nikoli 100% pripravljen. Tega ni. Lahko prebereš ne vem koliko knjig, filmov pogledaš. Ne. Življenje te preseneti, otroci potem te presenetijo. To se ne da se na to pripraviti. Absolutno, ja. Greva za nekak povzet. Kaj je torej recept za dober partnerski odnos, če pogledava z vidika financ, ne? Okay, ja, se pravi, izključno z vidika financ. Pomembno je, da ne jemljemo stvari kot samoumevne, v tem smislu, da bi mislili, da jih ne rabimo izgovoriti. Velikokrat se parom zdi
logično, ne, da recimo enemu se zdi logično, da varčuje, nekomu drugemu se zdi logično, da si pač kaj prvoš, pa mogoče potem že malo začne zapravljati in tako naprej. Se pravi, recept bi bil, da ne jemljemo nekih zadev kot logične, kot tako se pač dela, ampak da raziskujemo in sebe, in svoje prepričanja, in svoje vedenja, kar se tiče denarja, in tudi partnerja. In da se o tem čim več pogovarjamo, da najdemo tisto, v čemer smo vsi skupaj, kar se tiče financ, to so mogoče neke ideje, kaj bi si želeli v prihodnosti, neki finančni cilji, in da tudi, če smo na začetku malenkost na različnih bregovih, da v bistvu je tisti cilj tisti, ki nas druži. In da se potem pogovarjamo, da raziskujemo, da sprobamo več variant, kaj bo za nas delovalo, za nas kot par delovalo, kaj mogoče ne bo. Se pravi, da smo čim bolj odprti in da se čim več o tem pogovarjamo. Ja, jaz se s tem zelo, zelo strinjam. Mislim, da je potrebno, da se aktivirata oba, ne samo moški ponovadi, kot slišam. Tudi recimo fajn, da začnemo tudi otroke relativno hitro vzgajati v tem duhu, da spoznajo, da finance niso bav, ne. In tako v bistvu gradimo blaginjo naše družbe, lepše življenje za nas same in pa seveda za našo družbo. Vsaj tako se mi zdi, ne. Ja. No, evo, mislim, da smo obdelali vsaj za začetek to tematiko. Tematika je v bistvu široka in ob tem se dal pogovarjati res dolgo časa, ampak bomo drugič malce bolj v globino šle to tematiko obdelati. Katja Istenič, najlepša hvala za tvoj čas in Hvala pa tudi. seveda želim ti lep dan. Hvala enako.